obiskoval inštitucij, potem kot predsednik akademije pa sem obiskoval Tomska združenja, zamejska združenja tukaj blizu in potem nekatera zdomska združenja po svetu. In mislim, da je treba, kot ste prav rekli, nezaupanje odstaviti. Tukaj je treba dosti pogovarjanja, dosti obiskov, dosti prepričevanja. Jaz mislim, kakršnekoli formalne poskusi formalnih reševanj vodijo v še večje težave. Tako da jaz bi skušal s temi Slovenci v tujini čim tesnejše stike vzpostaviti na osebnem nivoju, če se da, ali pa vsaj na listnem nivoju. Kar se denarja tiče, je pa, mislim, nesreča. Po eni strani bilo dobro, da bi tam to ministrstvo imelo več denarja, ali pa nič denarja. Tukaj pa zdaj je pa nekaj tako v srednji. Te organizacije želijo neko pomoč, potem se pa lahko enem pomaga, enem ne, in to bo težko. Jaz bi bil dosti srečen, če ne bi nobenih sredstev, pa bi jaz moral vsem drugim ministrstvom sedeti na glavi pod njih, zahtevati, da nekaj naredijo. To je zdaj tako nekaj nedefinirano, ampak to bomo videli, kaj je. Strenjam se z vami, gospod Zoran, da zgodovina našega izseljenstva, pa tudi naš samih je bila težka. Sem jaz bi skušal gledati naprej. Včasih bi pogledal nazaj, da se zavedamo, kje prihajamo. Ne bi pa gledal stalno nazaj, ker se bi zavedal s tem. Kar je še treba pogledati. Gospod Cvikjati je veliko formulacijo uporabil, tudi ta je odpadel. Delno je to res. Mogoče par besed o mojih pogledih na to. Jaz sem bil vrhunski znanstvenik, za naše razmere vrhunski znanstvenik. Poudarek je na bil. Jaz sem preživel del svojega obdobja, ko sem samo raziskovalno delal, noč in dan, zelo uspešno, tudi v svetovnem merilju uspešno. Potem sem bil pa 6 let predsednik akademije, in ki je bilo sjajno obdobje, spoznal sem svet, spoznal sem tudi Slovenijo, in človek se spremeni. Pol leta šel je nazaj v znanost. Pa enostavno ne gre. Veste, v znanosti morate takle papir brati 3 ure, zelo natančno vse preberete, kaj to pomeni, kaj. V teh 6 letih sem se pa res naučil brati ta papir tako. In skratka, odslužen znanstvenik ni za nobeno rabo. In ko mi je gospod Pahor podbudil to možnost, sem jaz malo prešljival, potem sem pa rekel, da bilo to fajn, predvsem zaradi tega, ker v bistvu nisem sposoben za nobeno drugo stvar skoraj več, če malo pretiravam. Pa, ker me to veseli in ker se mi zdi pomembno. Mogoče sem še en detalj, ki ga rad pove, ker sem v življenjepis malo skušal rediti. Jaz sem v Sloveniji vsaj 4 službe, kar pri nas ni običajno, pri nas hodite, živite tam, dokler vas vende vršite. In v tujini pa tudi 4 ali 5 različnih služb, kar je tudi neobičajno, ampak niti enkrat se nisem prijavil na nič. Vedno mi je kdo rekel, kaj pa če bi ti pošohnil. In ker je tale, verjetno moja zadnja služba tudi tako bila ponujena, sem jaz rekel, ja. Najbrž nisem na vse odgovoril, ampak
Hvala lepa.